Pozdravljeni. Kaj je trenutek? Trenutek je namreč vse, kar obstaja. Obstaja samo trenutek in vse, kar je v njem. Življenje teče v trenutku in se konča v trenutku. Če želimo sebe sprejeti v celoti, resnično v celoti, nam ne preostane nič drugega kot to, da sprejmemo trenutek v celoti. Trenutek ima za nas samo eno vprašanje. In to vprašanje se glasi: ali me lahko sprejmeš v celoti? Na to vprašanje seveda ne pričakujemo odgovora, ampak notranje sprejemanje vsega, kar vidimo, občutimo, slišimo in seveda tistega tudi, ki ne vidimo in ne občutimo in ne slišimo, ampak vemo, da obstaja. Kajti trenutek je res vse. In naša zmožnost oziroma nezmožnost sprejemanja trenutka oziroma sveta takšnega, kot se nam poraja oziroma prikazuje na našem platnu življenja, kolikšni meri smo sposobni to platno in kar je na njem sprejemati, v tolikšni meri sprejemamo sebe, kar pomeni, da smo na nek način odvisni od trenutka, kajti v trenutku smo mi sami in tudi vse tisto, kar iščemo, tako močno iščemo tam od zunaj, kajti tam od zunaj ni nič drugega kot tisto, kar imamo v sebi. In če smo nekega dne ali nekega trenutka sposobni smo, ampak če smo res z neko močno željo in predanostjo si upamo sprejeti trenutek točno tak, kot se prikazuje, potem lahko občutimo mir, svobodo, ljubezen, harmonijo in vse to, kar zaman iščemo v svetu, ki je tam od zunaj. Seveda pa to ni tako lahko in posebno ne, ker se ta trenutek na nek način spreminja in je včasih enostavno ga sprejeti, vsaj delno, v drugih primerih, v mnogih primerih, pa temu ni tako lahko. Še enkrat, trenutek nas samo sprašuje, ali ga lahko v celoti sprejmemo. Ker če ga lahko tudi sprejmemo vsa ta tok ljubezni, energije, ki je vseskozi prisoten. Če pa ga ne sprejmemo ali pa samo delno
zelo malo delno, samo en delček trenutka, potem smo tudi deležni samo delček te ljubezni, tega toka ljubezni, ki teče posledično samodelno skozi nas. In spet posledično zaradi tega smo toliko bolj odvisni od zunanjih držljajev oziroma od tega sveta in stvari, ki jih ponuja tam od zunaj, namesto da bi dani trenutek, ki je vseskozi prisoten vsakomur na zemlji, sprejeli točno tak, kot se nam prikazuje, in s tem dovolili, da je ta tok neskončno močan, pretočen in s tem tudi mi pretočni za božanski tok, božansko energijo, ki nas polni in prežema s to energijo življenja. Potem takem ne bi več iskali sreče od zunaj. Hvala.